O Siničkini selitvi. V deblo starega hrasta se je priselila Sinička. Dan prej je bila po naključju letela mimo in tik pod drugo vejo, levo spodaj, opazila odprtino. Pristala je na sosednjem drevesu in jo nekaj časa opazovala. Ko je ugotovila, da ne pripada nikomur, se je odločila, da bo postala njen novi dom. Prva 2 dneva je imela Sinička ogromno dela. Letala je sem ter tja in urejala domovanje. Še 2 vejici, še 3 slamice, šipko cvet za okras in opremljanje je bilo končano. Sinička se je udobno namestila, zaprla oči in potisnila glavo pod perut, da bi si odpočila. Trk, trk. Sinička je odprla oči. Trk. Le kaj je to? Trk. Od kod prihaja? Trk. Trkanje je prihajalo iz gornjega nadstropja. Sinička je nekaj časa čakala in upala, da bo hrup ponehal, potem je z vzdihom svrčala iz svoje izbice in potrkala na vrata nadstropje više. Odprla je žolna. Pozdravljena, žolna, se je priklonila Sinička. Dan, je bila kratka žolna. Hotela sem vas samo pozdraviti, je razložila Sinička. Jaz sem vaša nova soseda, živim pod vami. Veste, strašno me boli glava. Žolna je bila začudena. Doktor Kljunič je 3 nadstropja više, tik pod vrhom, tam pri Šiški. Sinički je bilo kar malo nerodno. Glava me boli zaradi trkanja. Prišla sem vprašati, ali imate še veliko dela. Žolna se je zamislila. No, zdaj dolbujem okno v dnevno sobo, trajalo bo še kar nekaj časa. Potem skočim ven na kosilo. Po kosilu sem nameravala preurejati kopalnico. A zakaj vas to zanima? Torej, Sinička se je malce obotavljala, potem pa le zbrala pogum. Kar glasno je tole vaše trkanje. Bi mogoče lahko trkali jutri? Danes sem tako zelo utrujena in rada bi se odpočila. Žolna jo je debelo gledala. Ampak jaz sem žolna, je rekla. Jaz trkam kar naprej in je trk naredila luknjico v podboju vhodnih vrat. A Sinička se ni dala kar tako. Lepo prosim, samo danes, samo nekaj uric, toliko. Tedaj se je iz nadstropja više oglasilo glasno žvrgolenje. Žolna se je namrščila in ozrla k višku, pograbila je metlo, ki je bila prislonjena v kot, in 2-krat udarila z ročajem v strop. Potem je dejala: Naj vam predstavim še enega soseda. Tole je gospod Škrjanec. Vsak dan vadi petje od 2 do 7, zaposlen je v operi, veste, nemogoč tip. Sinički se je kljub utrujenosti zadeva zazdela smešna. Pa ste mu rekli, naj neha? Je vprašala žolno. Neštetokrat, je pokimala žolna. In kaj je rekel on? On pravi, da je Škrjanec in da so že vsi njegovi predniki prepevali od jutra do noči, je razložila žolna in od živčnosti izdolbla luknjico v ročaj metle. Trk! Gospod pevec je cvrčal in žgolel, da je bilo veselje. Trkanje ga očitno sploh ni motilo. Sinička je premišljevala. Če bi gospod Škrjanec prenehal s petjem, bi tudi vi lahko malo manj trkali? Je rekla žolna. Prav zanima me, kdo bi ga lahko prepričal, da zapre kljun. Potem je malo pomislila in dodala: No, če bi ga prepričali, da utihne, bi bila najbrž tudi jaz manj živčna in ne bi toliko trkala. Tako se je Sinička odpravila še eno nadstropje više in potrkala pri gospodu Škrjancu. Do in re in mi in čiu, je rekel tako, je odprl vrata. Kako se je pred mojimi vrati znašla tako prikupna ptičica? S čim vam lahko ustrežem, gospodična? Jaz sem vaša nova spodnja soseda, se je predstavila Sinička. O, do in re in čiu, je zadovoljno zapel gospod Škrjanec. Se je žolna končno odselila?
Ne, je pojasnila Sinička, jaz stanujem pod žolno. Škoda, je vzdihnil pevec, pa sem že upal, da bo končno mir pred tem groznim trkanjem. Pravi, da toliko trka, ker jo vaše prepevanje spravlja ob živce, je razložila Sinička. Gospod Škrjanec je bil nemalo ogorčen. Veste kaj, tu sem živel že davno pred žolno, nikoli nismo imeli navade trkati. Prepevali smo in se lepo imeli. Kdo je pa že kdaj slišal, da bi petje lahko komu paralo živce? To je vendar umetnost. Sinički je postalo jasno, da pogovor ne vodi nikamor. Gospod pevec je globoko vdihnil in se pripravljal, da podkrepi svoje besede s krajšo arijo. Sinička se je odkašljala. Lepo vas prosim, gospod Škrjanec, strašno sem utrujena, žolna mi trka nad glavo, zato ne morem spati. Pravi, da bo prenehala le, če utihnete vi. Povejte mi, kaj naj storim? V gospodu Škrjancu se je vnel hud boj med galantnostjo in samovšečnostjo. Končno je zmagala galantnost, malo tudi zato, ker si je bil galanten zelo všeč. Draga moja gospodična, je dejal slovesno, če je tako, mi bo v čast, da vam lahko pomagam. Obljubljam, da bom prihodnji teden vadil samo v operi. Le privoščite si lepotilni spanec, saj ne, da bi ga potrebovali, je dodal potem in pomežiknil, da je Siničko kar odneslo skozi vrata. Ko je žolna slišala, da bo gospod Škrjanec utihnil, je novo sosedo sumničavo premerila od nog do glave. Res ne vem, kaj ste mu rekli, naj bo, držala bom besedo, sicer pa grem za nekaj dni k sestri. Lep dan. Sinička je odletela v svojo sobico, dala glavo pod perut in zaspala. Spala je in spala. 1 dan, 2 dni, 3 dni. 4. dan zjutraj se je zbudila neverjetno čila in poskočna. Hitro je zletela iz svoje izbice in si nalovila mušic za zajtrk. Potem si je očedila perje in uživala v tišini. Obiskale so jo prijateljice in pohvalile njeno čedno stanovance. Nato je prišla na obisk še sestra z zaročencem in kar verjeti nista mogla, kakšen blažen mir vlada v soseski. Sinička je bila presrečna. Teden dni je minil, kot bi mignil. 8. dan je Siničko prebudilo prelepo petje. Gospod Škrjanec je vadil novo arijo. Očitno se je mudilo, saj je z vajami začel že zjutraj. Sinička je prisluhnila. O, sonce moje, kakšen lep dan, je zagnano žvrgolel sosed. Kmalu zatem so se nad stropje više zaslišali besni koraki, ki sta jim sledila 2 topa udarca z metlo. Sinička je globoko zavzdihnila in zmajala z glavo. In potem trk.